Dobrodošli v najstarejšem slovenskem mestu. Dobrodošli na Ptuju. Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, približno uro in pol vožnje iz Ljubljane in manj kot pol ure vožnje iz Maribora. Meja s Hrvaško pa je le nekaj minut stran. Mesto ima okoli 18.000 prebivalcev, še okoli 5.000 ljudi pa naseljuje bližnjo okolico. Prvi prebivalci so Ptuj naselili že pred več kot 3000 leti, ko je na tem območju stala manjša naselbina. Že takrat so prebivalci cenili odlično lego kraja, saj ga odlikuje bližina reke, manjši hribi na eni strani in pregledna ravnina na drugi. Stoletja kasneje so Ptuj odkrili Rimljani, ki so tukaj ustvarili izjemno pomembno vojaško središče imenovano Petovijo, ki je močno vplivalo na nadaljnji razvoj kraja. Še danes lahko na praktično vseh delih mesta in v njegovi širši okolici najdemo številne ostanke rimskega imperija, zaradi česar Ptuj sodi med najbolj pomembna zgodovinska središča Slovenije. Ostanki tega obdobja se skrivajo v številnih stavbah na Ptuju, pa tudi na vrtovih nič hudega slutečih prebivalcev. Številni ostanki pa prebivalcem povzročajo tudi kar nekaj težav, saj je potrebno pri praktično vsaki gradnji ali prenovi hiše pridobiti dovoljenje spomeniškega varstva. Danes se prebivalci Ptuja s ponosom ozirajo na rimsko obdobje in se na številne načine trudijo, da bi obudili svojo staro rimsko tradicijo. V središču mesta lahko najdete tudi društvo Petovijo, ki v zadnjih letih organizira rimske igre in rimska taborišča za otroke. Le streljaj od mesta pa se nahajajo rimske terme, v katerih si lahko ogledate tudi ostanke starega rimskega kopališča. Naslednje pomembno obdobje za razvoj Ptuja je bil srednji vek. Že v zgodnjem srednjem veku je bilo tukaj pomembno trgovsko središče, ki se je raztezalo med dvema mestnima gradovoma in dvema samostanoma, krasila pa ga je tudi grajska utrdba na vrhu mestnega griča. Še danes je na Ptuju ohranjenih kar nekaj srednjeveških zgradb, zaradi katerih mesto sodi med najlepša slovenska mesta. Na Slovenskem trgu je še danes vidna tradicionalna srednjeveška zasnova trga, glavno mestno vpadnico, Prešernovo ulico, pa obkrožajo srednjeveške stavbe, ki jih krasi baročna in renesančna preobleka. Morda najbolj značilni srednjeveški znak pa so ozke ulice, še posebno tiste, ki vodijo do Ptujskega gradu. Danes je Ptuj ohranil svoj starinski šarm. Stavbe v mestnem jedru so spomeniško zaščitene, določeni so natančni predpisi o barvi streh, o barvah fasade, o velikosti oken. S takšnimi ukrepi občina zagotavlja, da bo Ptuj tudi v prihodnosti ohranil svoje unikatno vzdušje. Novejše gradnje in veliki trgovski centri so svoje mesto našli izven mestnega središča. Ob glavni prometnici se nahaja veliko trgovsko središče, na severni strani gradu pa je bilo zgrajeno večje blokovsko naselje, kjer bodo svoje stanovanje lahko našli tisti, ki jih bolj kot staromeščanska stanovanja privlačijo nekoliko bolj moderna prebivališča. Širšo okolico Ptuja sestavljajo manjša naselja in čudovita narava. V teh predelih boste brez težav našli staro kmetijsko stavbo ali prenovljeno družinsko hišo. Ptuj se lahko pohvali tudi s številnimi zelenimi površinami in sprehajalnimi potmi. Med najbolj priljubljene sprehajalne poti sodi ta, ki vodi ob reki Dravi, vse do Ptujskega jezera. Velikega zajezenega območja reke Drave se je prijel tudi naziv Dravsko morje, saj tukaj poleti vlada pravo morsko vzdušje. Na jezeru lahko uživate tudi v plovbi s svojim lastnim motornim čolnom, česar ne morete početi na nobenem drugem jezeru v Sloveniji. Ko vsega naštetega pa Ptuj odlikuje še ena slovenska posebnost, veliki festival imenovan Kurentovanje. Februarja ali marca, v času pusta, mestne ulice prevzamejo pustne maske, ki se skupaj s tradicionalnim ptujskim likom, kurentom, podajo na veliko rajanje. Kupovanje nepremičnine na Ptuju je lahko pravi izziv, še posebno, če se odločate za katero od staromeščanskih hiš. Zato smo vam na spletni strani lordeja.com pripravili nekaj nasvetov, kako se kupovanja lotiti na preudaren in zanesljiv način.